Danes si bomo pogledali kratko ponovitev gibanja, vsega gibanja, kar moramo znati v 9. razredu. Najbolj pomembno je, da za začetek ponovimo vse fizikalne količine, ki jih imamo. Tukaj so naštete, pogledali si bomo za vsakega od njih, kako se označi. Recimo, če začnemo pri času, večino teh količin gre iz angleških ven. Čas je time, t, enota je sekunda, mala pisana črka s. Pot se označi prav tako z s, tako da moramo ločiti, kdaj je čas kot sekunda, s kot sekunda in kdaj je s kot simbol za pot, street iz angleščine. Enota osnovna je meter. Najlažje je, če vedno damo vse v osnovne enote, potem bomo sigurno dobili ven osnovne enote, drugače moramo biti previdni. Če nam fizika predstavlja problem, rajši dajmo vedno vse v osnovne enote. Višina je zelo podobna zadeva kot pot, samo da o poti govorimo takrat, ko se gibljamo nekje po ravnini, kadar pa gremo gor ali dol, takrat govorimo o višini. Višina je po angleško high in to je zdaj h. Enota prav tako meter. Hitrost imajo vsa vozila. Vozila se začne na črko v in tudi simbol za hitrost je mala pisana črka v. Enota za hitrost pa je meter na sekundo. To je osnovna enota, ni pa najbolj pogosto uporabljena. Pogosteje se srečamo z enoto kilometer na uro in zato je dobro, da znamo kilometre na ure spreminjati v metre na sekunde in metre na sekunde v kilometre na uro. Pomagamo si s tem, da je pač 1 kilometer 1000 metrov in 1 ura 3600 sekund, torej 1000 deljeno s 3600, to je 1 olovno s 3,6. Če hočemo iz kilometrov na uro dobiti metre na sekundo, moramo deliti s 3,6, če pa iz metrov na sekundo pretvarjamo v kilometre na uro, pa množimo s 3,6. Včasih imamo probleme, kdaj deliti, kdaj množiti. En način je, da si zapomnimo tako, kadar iz manjše enote pretvarjamo v večjo enoto, množimo. Če pa iz večje pretvarjamo v manjšo, pa delimo. Naslednja količina je pospešek. Pospešek je pomemben predvsem pri avtomobilih, zato so to A kot avtomobili, enota pa je meter na kvadratno sekundo. Mogoče je prav, da na tem mestu povemo še definicijo pospeška. Pospešek je definiran kot sprememba hitrosti olovljeno s časom. Pri tem je ta delta sprememba, to je grška črka, drugače delta se reče, ampak ta trikotnik vedno označuje spremembo. Kjerkoli, delta v, delta t, delta s in vedno pomeni končno stanje minus začetno stanje, v tem primeru je to končna hitrost minus začetna hitrost. In če to spremembo hitrosti potem delimo s časom, dobimo naš pospešek. Pri gibanju, predvsem pri delu s prostim padom, se bomo srečali tudi s težnim pospeškem, gravitacijskim, to je mali g, enota je seveda isto meter na kvadratno sekundo, znaša pa 10 metrov na kvadratno sekundo. Masa se označi z m, osnovna enota je kilogram, to je edina osnovna enota, ki ima zraven predpono kilo. Ni osnovna gram, ampak je kilogram. Sprememba hitrosti smo že povedali, da je delta v, pomeni končna minus začetna hitrost. Enota pa je prav tako kot za vse v hitrosti meter na sekundo. Srečali se še bomo z silo pri drugem Newtonovem zakonu. Sila forca F, veliki F, enota pa je Newton. Tako, to imamo zdaj te osnovne fizikalne količine, oziroma ne osnovne, glavne fizikalne količine pri gibanju, ki jih moramo znati. Brez tega, da znamo to je nekakšna abeceda, bomo težko reševali naloge, ker niti ne bomo vedeli, o kateri količini je govora. Sedaj si bomo pogledali naprej.
kako izgledajo na splošno grafi hitrosti odvisnosti od časa, poti odvisnosti od časa, pospešek odvisnosti od časa. Zato, ker če te grafe na splošno poznamo, potem nam je lažje, ko moramo v nalogah prepoznati, za kakšno gibanje gre. Najprej si bomo pogledali grafe za enakomerno gibanje. Enakomerno gibanje pomeni, da je hitrost ves čas enaka. Če je hitrost ves čas enaka, to pomeni, da ima ves čas isto vrednost. Na začetku, po 10 sekundah, po 1 uri, povsod. V resnici imamo enakomerne gibanje zelo malo. Recimo, če gledamo avtomobil, se vozi enakomerno zelo na kratkih odsekih. Pomembno pri grafu je vedno, da označimo koordinatno izhodišče, to je nič. Pa še ena stvar je pomembna. Če imamo graf hitrosti odvisnosti od časa in pogledamo lik, ki je pod grafom hitrosti odvisnosti od časa, je ploščina tega lika vedno enaka opravljeni poti. Zdaj, to je pravokotnik. Ploščina pravokotnika je prva stranica krat druga stranica. Ena stranica je v tem primeru hitrost, druga je čas in opravljena pot je v krat t. To, da je ta ploščina enaka opravljeni poti, nam bo prišlo zelo prav pri grafih, ki ne bojo tako lepi, kjer ne bo samo pravokotnik, ampak vedno velja, ploščina tega je enaka opravljeni poti. No, na drugi strani imamo še zdaj graf s od t, včasih namesto s napišemo x, ampak ne bo napisano s. Vidimo, da pot enakomerno narašča. Če bi bila hitrost večja, bi bil graf bolj strm, če bi bila manjša, bi bil graf bolj položen. Recimo, če je majhna hitrost, je položen, če je velika hitrost, je strm graf. Ampak vedno je pa to ravna črta, ki se začne v koordinatnem izhodišču. Sedaj si bomo pogledali še grafe za enakomerno pospešeno gibanje. Obstaja tudi neenakomerno pospešeno gibanje, ampak takšnega gibanja nimamo v osnovni šoli. Enakomerno pospešeno gibanje pa pomeni, da je pospešek ves čas enak. Za primer si bomo pogledali neko konkretno vrednost pospeška. Recimo, da imamo pospešek 4 metre na kvadratno sekundo. Kaj to pomeni? To pomeni, da se hitrost vsako sekundo poveča za 4 metre na sekundo. To moramo vedeti. Se pravi, če je pospešek 4 metre na kvadratno sekundo, se hitrost vsako sekundo poveča za 4 metre na sekundo. Če bi bil recimo pospešek 6 metrov na kvadratno sekundo, se bi hitrost vsako sekundo povečala za 6 metrov na sekundo. Ko imamo prosti pad in je pospešek 10 metrov na kvadratno sekundo, to pomeni, da se hitrost vsako sekundo poveča za 10 metrov na sekundo. Če pogledamo zdaj graf hitrosti odvisnosti od časa, pri tem je pomembno vedno, da vsi označimo z količinami, v tem primeru hitrost in t, in enotami, ki jih zapišemo v oglatih oklepajih in potem gremo. Pri 1 sekundi je 4 metre na sekundo hitrost. Po 2 sekundah hitrost že dvakrat večja, torej 8 metrov na sekundo. In če vse točke nanesemo, res vidimo, da je graf ravna črta. No, tukaj pa imamo graf pospeška odvisnosti od časa, kjer je gibanje enakomerno pospešeno, to pomeni, da je črta ves čas enaka. No, zdaj imamo še graf S od t. Tukaj ni več ravna črta, ampak je neka krivulja. Ta krivulja se imenuje parabola. Več o tem se boste sicer učili v srednji šoli. Ampak dobro si zapomniti, da je to parabola.
To pomeni, da je pot vedno hitreje narašča. Kako se ta pot izračuna? Vrnemo se prvemu grafu in dejstvu, da je ploščina pod grafom v od T vedno enak opravljeni poti. Če pogledamo, kakšen je ta lik, vidimo, da je to pravokotni trikotnik. In ploščina pravokotnega trikotnika lahko izračunamo kot ploščino pravokotnika in delimo z 2, torej A krat B polovic. Zdaj v našem primeru je ena stranica dolga T, druga je dolga spremembo hitrosti in formula za izračun poti bi torej bila sprememba hitrosti krat čas ulomljeno z 2. Smo povedali, da deljeno z 2 zato, ker je to trikotnik, ne pravokotnik. Spremembo hitrosti smo že srečali v obrazcu za pospešek. A je sprememba hitrosti s časom. In zdaj je naša naloga, da iz tega obrazca izrazimo ven, koliko je sprememba hitrosti. Sprememba hitrosti je A krat T. Če pa bi pisali trikotnik, bi vzgoraj napisali spremembo hitrosti, ospodaj čas in zraven A. Sprememba hitrosti je A krat T. Sprememba hitrosti je torej A krat T, zamenjamo še krat T polovic in dobimo, da je to skupaj enako A krat T na kvadrat polovic. To je formula za primer izračuna poti, takrat, ko je začetna hitrost enaka 0. Če zdaj naredimo tabelico, kjer nanesemo noter nekaj vrednosti, stavimo v obrazec S je AT kvadrat polovic, pri čemer za A vstavimo 4, za čas recimo najprej 0, dobimo, da je pot 0. Če vstavimo 1, je to 4 krat 1 na kvadrat polovice, 4 polovice je 2. Če vstavimo 2, je to 2 na kvadrat je 4 krat 4 je 16 polovic je 8. 4 krat 3 na kvadrat je pa polovic je to 4 krat 9 polovic in je enako 18. Če te vrednosti potem nanesemo na graf, obstaja pa tudi enakomerno pospešeno gibanje, kjer je pospešek negativen, rečemo mu tudi enakomerno pojemajoče gibanje. To pomeni, da je pospešek A enak recimo -4 metre na kvadratno sekundo. To bi pomenilo, da se hitrost vsako sekundo zmanjša za 4 metre na sekundo. Torej gre za zaviranje. Vlak, ki je ustavljen na postaji. V eni sekundi se torej hitrost zmanjša, sprememba hitrosti je torej -4 metre na sekundo. Seveda, če hočemo zmanjševati hitrost, moramo na začetku imeti hitrost in je graf padajoč. Pospešek je pa negativen, pri -4 metre na kvadratno sekundo. Pot v odvisnosti od časa pa dobimo prav tako parabolo kot pri pospešenem gibanju, samo da je parabola drugače obrnjena, namreč na začetku pot še hitro narasta, potem ima pa vedno manjšo hitrost in zato se pot vedno manj spreminja.